tem sva nekako zaključila to na eno epizodo, ostali je edin še hitra vprašanja. Okay. Tlele bi te prosil tako, če lahko v parih stavkih, ne več, da odgovoriš na par vprašanj, ki so malo bolj napovedne narave. Okay. Tako, recimo, ena stvar, ki sem rekel, da te moram vprašati, mene velikrat vprašajo, da mi povej eno delnico, ki je poletela. Pa me zanima, kaj ti misliš, kaj bi rekel, katera je naslednja Tesla, oziroma da reči raje Nvidia, glede na to, da so to govorila o umetni inteligenci. Jaz, čist iskreno, jaz je ne bi iskal pri starih prežvečenih temah, kot je umetna inteligenca ali pa oborževalna tekma ali pa kaj takega. Jaz bi jih iskal pri tistih, bom rekel, najcenejših, najbolj zbitih delnicah. Jaz bom zdaj malo presenetil, pa bom rekel za nalaž Volkswagen. Okay. Ajde. Samo moramo iti na naslednjih 5 ali pa 10 let. Ne na naslednji teden, me pa držati, blaž si falo. Lahko, da bom popolnoma falo, ampak jaz bi rekel... Stoli na svet, a veš? Ne, disclaimerji vsi pritičajo tej izjavi. Govorijo o neki, bom rekel, stavi teoretični oziroma hipotetični. Ampak Volkswagen recimo je nekaj, kar vsi poznamo, težko si predstavljamo, da ne bi znali avta narediti, težko si predstavljamo, da bo zdaj tehnološko, da bojo čist kar naenkrat zaostali, možno popolnoma, ampak imajo brende, imajo Porsche, imajo Lamborghini, imajo Audi, imajo Volkswagen, imajo Škode, to so vse brendi, ki so ogromno vredni. Ferrari je pokazal, kako se luksuzen brend naredi, še bolj luksuzen, tako da imajo kle potencial, imajo tehnologijo, imajo znanje. Izvedba pa volja so tisti, ki jim še majčkeno manjka, ampak jaz verjamem, da so jih in Kitajci in Tesla dovolj zrukali, da se bojo pri tem dokazali. Da bojo en elektrošok, se mi zdi, da so dobesedno dobili in da bi to lahko bil njihov nov zagon. In če bojo oni bom rekel, ta recovery story, torej oni so padli z dizlom, so padli z električnimi avtomobili, so padli z Nemčijo pa plinom pa tako naprej. Skratka, in kupenih težav se je nakopičil ravno, bi jaz rekel, Volkswagen. In če gremo zdaj na neko povprečje, kaj je Volkswagen bil v zadnjih, 50 in več letih, bo to že zelo dobra naložba. Okay. Naslednja. Katero podjetje bo najbolj vredno čez 10 let? Največ vredno čez 10 let? Danes mislim, da je to Microsoft, če se ne motim. Ja, kakor kjer dan. Skratka, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, nekako. V tem konceptu razmišljamo danes. Oziroma, en mesec nazaj. 2. To bo neka najbolj vroča zgodba tistega trenutka. Največ vredne firme so bile konc leta marca 2000 pač z internetnega okolja. Leta 2003 ni bilo nobene. Tako da odvisno, kje bomo. Vedno bo, če bo nek tehnološki preboj, nekaj, kar bo najbolj, bom rekel, takrat uveljavljena zgodba, pa hkrati še rastoča zgodba, tisti je vedno največ vredno podjetje. Torej, ko je prišla nafta, so bile naftne družbe. Ko je bila prišla železnice, delnice železnic. In tako naprej. Mora biti, ko je prišla trgovina med Anglijo pa Indijo, je bila tista pomorska družba. South Sea Company. Tako da skozi zgodovino, ko pride nekaj novega, ko ima potencial, da spremeni svet in da gre po celem svetu, običajno tistemu se doda neka zelo visoko vrednotenje in postane največ vredna družba. Zato bi jaz rekel, ko imamo za sabo neko zelo močno rastoče obdobje, zelo močno naložbeno temo, ki je zelo popularna, mogoče je največ vredno podjetje, ampak je tudi z naložbenega vidika eno najbolj tveganih. Ko bomo v recesiji, recimo leta 2012, 2009, bi bilo pa največ vredno podjetje eno od tistih najbolj dolgočasnih, najbolj stabilnih, ki noben ne bi rekel, to je pa dobra naložba za naslednjih, 10 let. Ampak tako, a bi iskal to podjetje znotraj Max 7? Ne.
ali ne? Ne, Izven. tudi Okay. slučajno. No, se to se mi zdi, če so reči. Če že rečeva lahko, mogoče nek Microsoft, mogoče nek Apple, ki ima res neko osnovno močno dejavnost, ne? Ali v potrošniku, ali v podjetjih, ne? Mogoče bi tam, če že Max, torej če že čudovitih 7 omenjava, ne? Bi mogoče pa teh dveh iskal tisto stabilnost, dolgoročnost in pomembnost za družbo, ne? Medtem ko pri večini ostalih menim, da ne, no? Da so precej v bistvu nevarne, če se ali konkurenca spravi na njih, naprimer Tesla, ne? Z električnimi vozili se že dogaja, ne? Ne vem, Netflix recimo, ne? Tudi ni, lahko ljudje začnejo kaj drugega gledati, kakor serije na Netflixu, serije na Amazon Primeu, kaj pa vem, ne? Skratka, ni si težko predstavljati, da kdo drug tudi kaj objav na internetu zanimivega, ne? Okay, skratka, nek novinc. Jaz bi rekel nek novinc, najbolj bi stavil na kaj tazga, no. Ali bo Trumpovi administraciji uspelo spraviti deficit na 3,5% BDP-ja? Brez veliko bolečine ne. Okay. Carine so šele začetek, če je to res. Potem, če je to iskren motiv, potem so carine tukaj, da ostanejo in to znatne. In potem bo to zelo boleče. Ali bomo imeli v naslednjih 2 letih recesijo? Da. Moje mnenje je, da. Enostavno nismo imeli recesije od praktično že, zdaj, če COVID štejemo ali ne, prave recesije v bistvu ni bilo od 2012 naprej, ne. Kar je v bistvu 10 plus let, ne, zdaj že 12-13 let, kar je najdaljše zgodovinsko obdobje, ne. In če boste v tem obdobju, zdaj kot naložbeno govoriva, če boste v tem obdobju pogledali, kakšna je bila donosnost delniških trgov, ne, ameriških, evropskih, slovenskega, boste ugotovili, da so to fantastične številke. Torej, zdaj imate že od 2009 do zdaj 2025, ne, torej 16 let, 15% 15 plus nekaj malega odstotno letno donosnost na S&P 500. To je ekstremno visoka donosnost za tako obdobje, v zgodovini je praktično ni, ne. In kjerkoli recesija, skratka, če pride, ko bo prišla, ne, bo to spravila, zopet sva pri tem vračanju k povprečju, ne, bo to vračala proti 10%. Ne. Zdaj pa, če to matematiko naredite, boste videli, da te padci so lahko globoki. Ne. In v preteklosti, ko je tako visoko šlo, so bili globoki. Ne. Zdaj še ena iz slovenskega okolja, ne. Kakšen bo pokojninski primanjkljaj pokojninske blagajne čez 10 let? Državne? Ja. Zelo visok. Razlog je pa zelo enostaven. Bom eno statistiko povedal. Leta 2023, torej 23 se je rodilo 16.900 pa nekaj otrok. Torej letnik otrok v Sloveniji 23. Jaz sem letnik 79, ne, ti tudi verjeten. Ja. No, naša generacija je bilo 30.000 pa nekaj otrok. Ja. Torej smo šli iz 30.000 na 16. Skoraj na pol, ne? Skoraj na pol, minus 45%. Ne. In to meni vse pove o tem, kam bo šel naš, lahko da kam bojo šle javne finance z vidika izdatka za skrb za starejše. Ker starejših bo veliko. Ne. Vse generacije pred nama, torej 79 in starejši, ne, so 30.000 ali več. Vse generacije po nama so začele dol lest proti 20.000 in zdaj smo na 16.900. Ne. Torej, kar naenkrat se bo zgodilo, da bo nenormalno veliko starejših ljudi, ne, in zelo malo ljudi, ki bojo delala. Ne. To pa pomeni porušitev razmerja med prispevki pa izdatki za starejše. Izdatki za starejše niso samo pokojnina, so tudi domovi za starejše občane, torej skrb, so tudi predvsem zdravstveni izdatki. Torej, kot starejši državljan, ne, pač upokojenec, imaš 3 glavne skrbi, ne, če si 80 let star. Zdravje, kje bom, ko nam mogo več zase skrbeti, pa kakšna je pokojnina. In vse te 3 so državni v Sloveniji. Ne. Nihče resno ne varčuje za dodatno, da bo plačeval zdravnika. Nekaj se dela na tem, da varčujemo za dodatno pokojnino in nihče vnaprej ne vplačuje za to, da bo imel dom starejših občanov. Ne. No, to zdaj so že pri pokojninski reformi. Ne? Skratka, velik. Ja, tako da to bi velik in vse večji, zagotovljeno z demografijo. Ja.
Še zadnje vprašanje imam. Kaj bo delal Blaž Hribar, ko bo finančno neodvisen? Enako kot zdaj. Če me bojo želeli, bom delal enako kot zdaj, ker rad to delam, z veseljem to delam. In v bistvu si ne predstavljam, kaj drugega bi delal. Morda bi imel kakšen dan več prost za kakšen hobi, ampak čisto iskreno takrat, ko je zanimivo, kjerkoli na svetu. Ne. Tako, in zdaj je, ne, borze so po svetu. Ne, iskreno mene žene ta bom rekel, radovednost. Ne. Analitski duh mi ne da miru, da pridem do tega, da si ustvarim svoje mnenje, da potem prideš do nekih smiselnih zaključkov, naštudiraš. Običajno naštudiraš, ugotoviš, sej takole, ki so cene, so kar v redu, ne? Ampak vsake toliko časa, vsake par let, pa pride do anomalij na trgih in te anomalije so priložnosti velike ali pa velike nevarnosti. Ne? Še bolj važno je, da se izogneš nevarnostim, kot da priložnosti ujameš. Ne? In takrat te stvari, bom rekel, me poganjajo, so mi v veselje, tako da ali bom v penziji ali ne bom v penziji, torej finančno neodvisen ali finančno odvisen, bom ohranil ta hobi, ne, tako bom rekel. Super, pa upam, da boš takrat tudi na podcast prišel. Z veseljem, kadarkoli misliš, da lahko kaj dodam. Blaž, jaz bi se ti zahvalil za tvoj obisk na današnjo epizodo. Hvala za povabilo še enkrat. Ja. Gledalci in poslušalci, se vidimo naslednji teden. Hvala, čau.